Prvi regionalni kviz, samo na Sport klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli na Dragi gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Takole nas je Krešimir Karačić pozdravil ob prvem polfinalu letošnje sezone tekmovanja Tvegaj ali počakaj. Ob četrti sezoni kviza se med seboj merijo komentatorji iz vse regije. Tokrat se bosta med seboj udarila hrvaški komentator, košarkarski komentator, ne strokovnjak, kot je pripomnil Krešimir Karačić, to je Saša Živko. A tudi Krešimir se je zapomnil, da je Saša Živko eden izmed tistih skromnih tekmovalcev, ki zase pravi, da je samo komentator, ne strokovnjak. Strokovnjak za nogomet pa Goran Obrez, kot pravi Krešimir, Gorana ne moti nadimek strokovnjak. Takole pozdravljata oba tekmovalca, seveda bomo tokrat znova stiskali pesti za Gorana Obreza, ki je predstavil odlično znanje v tistih prvih dveh oddajah. Kot sprašuje Krešimir, kakšen je vajin povzetek nastopov doslej? Pa, mislim, moram biti zadovoljan. Prvi je cilj bio stvarno ono da... Goran je seveda zadovoljen, pravi, prvi cilj je, da se ne osramotim in to mi je uspelo že v prvem krogu, ko sem napredoval. Ja, potem še odličen nastop proti Ivanu Ivkoviću v četrtfinalu, ko je premagal zmagovalca prve sezone kviza Tvegaj ali počakaj, hrvaškega strokovnjaka Ivana Ivkovića. Kot pravi Goran, pripravil sem se na izpad, ampak videl sem, kako je Ivković odlično igral v preteklih sezonah, najbrž je imel slab večer, jaz sem imel veliko sreče. Povzetek vse super, napake se dogajajo, ampak Goran seveda lahko z zadovoljstvom zre nazaj v svoje nastope. Sve ostalo je bilo super, tu i tamo neke greške. Edino, kar Gorana moti, je, da taktično ni najboljši. Taktički nisam bio najbolji. Ja, res je začel razmišljati o tem, vprašanje, če je to dobro. Goran je redko kdaj res tvegal in vložil po 6 točk, na marsikatero vprašanje je potem takoj izstrelil odgovor in taktično. Zagotovo sedaj, ko bolje pozna kviz, lahko tudi bolje nastopi. Vprašanje o rjavem pasu, povezano z brazilskim jiu-jitsujem v eni izmed prejšnjih oddaj, pa pravi: všeč mi je, da ko se pač igra v kvizu, nisem vedel, da gre za 20. vprašanje, moral bi vložiti 6 točk. To so te taktične odločitve. Vprašanje, če sedaj je, ko razmišljamo o njih, bo to bolje, pravi Goran. In res bomo videli, ali je to, da se je začel taktično pripravljati na svoje nastope, nekaj, kar bo pripomoglo k boljšemu nastopu, kajti doslej je bilo odlično. Vprašanje, če menjaš taktiko oziroma če jo sploh vzpostavljaš, če deluje tudi brez nje. Pa uvijek gode komplimenti. Komplimenti vedno godijo, skromno, pripomni Goran. Ja, kot pravi Krešimir, veliko komplimentov si dobil za nastop proti Ivkoviću, si res odgovoril na vsa vprašanja, bil je res fenomenalen. Saša Živko pravi, da je presenečen, da je prišel do polfinala. Odlični nasprotniki so bili, na zadnje je premagal Saša Ozmo, ki je dober poznavalec in presenetil je res samega sebe Saša Živko. Kot pravi, pa je spremljal tudi Goranove nastope in deluje kot brazilska ekipa z vso zgodovino, medtem ko je Saša Živko bolj tretja turška liga. Saša Živko je precej skromen oziroma eden izmed tistih, ki se res rad podcenjuje, kar je hitro opazil tudi Krešimir. Mora biti je Bujuk Čekmeče kot ena izmed tistih ekip, ki lahko preseneti, pravi Saša. Ja, sedaj je res Saša Živko prešaltal na to taktiko outsiderja, ki jo je imel Goran ob prejšnjih oddajah. Videli bomo, ali mu bo pomagala. Vsekakor pa poglejmo, kako izgleda žreb. Imeli smo torej 16 tekmovalcev, 6 komentatorjev iz Srbije, 6 komentatorjev iz Hrvaške, po 2 iz Bosne in Hercegovine in 2 iz Slovenije. Dejan Obrez je izpadel v svojem prvem nastopu kljub dobremu nastopu, pravzaprav odličnemu nastopu. No, Goran pa je briljiral že v svojem prvem nastopu, potem je prišel še do zmage v četrtfinalu nad Ivanom Ivkovićem in sedaj ga čaka torej polfinalni nastop
Upamo, da bo Goran v velikem finalu in da bomo imeli Slovenci svojega predstavnika v tej četrti sezoni, kot rečeno prvi, v kateri med seboj merijo moči komentatorji iz vse regije. Marin Mrduljaš Babo in Vladimir Novaković se bosta pomerila v tistem drugem polfinalu. Še pravila za kviz, 20 vprašanj čaka oba tekmovalca. Na temo, ki jo bosta dobila, bosta lahko vložila 2, 4 ali 6 točk. Če ne bosta vedela direktnega odgovora, bosta dobila 4 ponujene možnosti in seveda polovico vloženih točk. Na koncu po 20 vprašanj nas čaka še ključno vprašanje, kjer bosta morala skrivoma vložiti število točk, ki jih bosta imela v svojem zboru. Hkrati pa bomo seveda ob zaključku videli, kateri izmed tekmovalcev bo imel več točk in tisti seveda napredujejo v veliki finale. Oba dobro poznata kviz, igrata že tretjič. Prvo vprašanje pa se glasi: Modra puščica. Saša Živko je tisti, ki bo prvi vlagal 2, 4 ali 6 točk. Ne bo tvegal, tokrat previdno vlaga 2 točki. V kateri državi je poleg Argentine in Španije igral legendarni Alfredo Di Stefano, pri čemer je 4-krat zaigral tudi za reprezentanco te države? Koliko se Saša Živko, kot pravi košarkarski komentator, spozna na nogomet, bolj malo kot kaže. Še 5 sekund ima na voljo. Rekel bi nešto, ali neću dalje. 20 sekund ima na voljo vsak izmed tekmovalcev. Kaj pa pravi Goran? Kolumbija je takoj vedel Goran in vzel prvi 2 točki. Saša, vjerojatno si ga komentirao kao i ja više puta. U tom klubu je igrao Alfredo Di Stefano. Millonarios, torej klub, za katerega je igral Alfredo Di Stefano, nekdanja legenda madridskega Reala, ki je torej, kot je vedel Goran, igral tudi v dresu Kolumbije. Pa se to zapravo negdje prihvaća kao njegov nastup za reprezentaciju Kolumbije, negdje ne, ali evo mi smo to naveli. Bravo Gorane. Tako je Goran prišel do prvih točk, sedaj pa še vprašanje za Gorana. Steze v Formuli 1. Kakšna taktika strani Gorana? Previdno Goran vlaga 2 točki. Katera slavna opera Giuseppeja Verdija je našla svoje ime v imenu steze Formule 1 Pacific Grand Prix? Zadnja dirka na njej je potekala leta 1995, ko je slavil Michael Schumacher. Po Verdijevih operah mora sedaj pobrskati Goran Obrez, katera izmed legendarnih oper tega italijanskega skladatelja se je torej znašla na dirkališču Pacific Grand Prix. Če tudi Saša ne bo vedel odgovora, potem bomo imeli na voljo 4 ponujene možnosti. In te so Nabucco, Otello, Aida ali Rigoletto. Goran tokrat mora odgovarjati. C. Aida pa je pravilni odgovor. Točka tokrat za Gorana, 2 točke je vložil, zaradi ponujenih možnosti torej prepolovljena točka za Gorana, ki je pri 3 točkah. Aida torej na japonskem dirkališču Formule 1. Kot pravi Krešimir, vse omenjene so tudi opere Giuseppeja Verdija. Tokrat točka torej za Gorana. Pa vprašanje za Saša. Judo na olimpijskih igrah pa je tema. 2 točki vlaga Saša. Katera je najuspešnejša evropska država v zgodovini poletnih olimpijskih iger v judu? Japan. Japonska ni evropska država. Tole je bil eden izmed najbolj komičnih trenutkov. Zgodi se Japonska kot evropska država. Bravo, Saša, bravo. Dobro, dogodi se, to je... Ali reći ću dalje. Goran bo imel ponujene odgovore, to so Francija, Italija, Nemčija ali Rusija. Definitivno ni Japonske. Najbrž bi se Saša rad zakopal v zemljo v tem trenutku. Goran pa... A ja imam to. Ti si, on je promašio. A ja, neću. Ne, Goran pravi ne bom. Je pa mislil, da gre
Mi tebe čekamo. Tokrat vprašanje znova za Sašo. Ja, brez pravilnega odgovora. Francija je tisti odgovor, ki ga je iskal Krešimir, torej najuspešnejša evropska država v zgodovini poletnih olimpijskih iger v judu. Kot pravi Saša, vedel sem, da je Francija, vedel je tudi, da je Japonska. Da sad on odgovara kada su 4, evo moja greška. In Saša gre v minus zasluženo s temle lapsusom, ki si ga je privoščil ob tretjem vprašanju. Idemo na sljedeću temu. Četrta tema za Gorana, zadnji nastop. Možda je nekom od vas dvojica. Ali bo Goran tokrat tvegal ob četrtem vprašanju, ob zadnjem nastopu? Ajmo 4. 4 točke, bravo Goran. V kateri državi je legendarni košarkar Dražen Petrović odigral svojo zadnjo košarkarsko tekmo v življenju? U Poljskoj. Na Poljskem je pravilni odgovor, tega se spominjamo. Dobio 4 boda, pa sada na 7. Gorane, protiv koga? Proti Sloveniji. Protiv Slovenije. Protiv Slovenije i Hrvatska izgubila tu utakmicu. Dražen je odigrao sjajno, mislim da je 30 poena. Tedaj seveda Draženu ni bilo potrebno igrati v dresu reprezentance, vseeno je Dražen takšen, kot je bil, seveda nastopil tudi na tistem tekmovanju, tudi na tistem turnirju, potem pa seveda prometna nesreča naslednji dan. Tako da rezultat 7-2. Ima li ko nešto tu dodati? Tačno tako je Ivković prošli put vodio 7-2 protiv mene. Da. Ja, tako je ob prejšnji oddaji Ivković vodil, sedaj je Gorana strah, da se ne bi situacija obrnila. Peta tema, šport in plaže. Saša vlaga 2 točke, da pride vsaj na ničlo. Na kateri znameniti plaži je potekalo prvo svetovno prvenstvo v nogometu na Mivki? Copacabana. Copacabana je pravilni odgovor. Skoraj da bi tule Saša prepustil pravilni odgovor Goranu, verjamem, da je vedel, za katero plažo gre. Končno, Saša do pravilnega odgovora. Ja, Brazilija najuspešnejša v nogometu na Mivki, Copacabana, tista plaža, kjer je najpogosteje potekalo svetovno prvenstvo. Šesta tema pa tokrat za Gorana. 7-0 je rezultat, tako da barem imam iskustva za... Marsikaj je komentiral Krešimir v svoji karieri, tudi nogomet na Mivki. Seveda se dobro spozna na ta šport. Šesta tema, Slovenec in Hrvat v istem klubu, tokrat za Gorana. 4 boda. Še naprej pogumno Goran. Za kateri rokometni klub trenutno igrata Slovenec Jure Dolenec in Hrvat Luka Cindrić? Barcelona je seveda pravilni odgovor. Ni sekunda ne prođe za svaki njegov odgovor, sve dobro odgovara, tako da dobio je sada... Goran takoj v sekundi streli pravilni odgovor, Saša je vedno bolj nevoljen. Još jedan slovenski rukometaš igra, ali evo sad iz glave se ne mogu sjetiti. Znaš li ti, Gorane? Još dvojica igraju. Še 2 torej v dresu Barcelone, kot je Goran popravil Krešimirja. Blaž Janc. On je drugi pored Dolenca i ovaj mladi iz Celja Makuc. Domen Makuc. Takole je Goran seveda dobro popravil Krešimirja in si prislužil nove 4 točke. 11-0, še naprej krepko Goran v vodstvu. Nadamo se da će bar jednom biti onako potpuno zdrav, jer uistinu se radi o odličnom rukometašu. Luka Cindrić znova brez nastopa na svetovnem prvenstvu v dresu Hrvaške. Želijo si ga seveda videti, pravi Krešimir. ATP lestvica dvojic pa 4 točke vlaga tokrat Saša. Koliko tenisačev iz Srbije je bilo v določenem trenutku karijere na prvem mestu v kategoriji moških parov? Koliko torej tenisačev iz Srbije je bilo na prvem mestu v kategoriji moških parov? Dalje Saša, Gorane? Dalje i Goran. Težko vprašanje za oba. Nihče. 1, 2 ali 3. Koliko je torej bilo teh tenisačev? Rekli se da je B1, jel? Tako je. B1. B1, nažalost, nije točan odgovor. B1 Gorane, možeš, ne moraš. ni pravilni odgovor, kaj pa Goran? Ali bo tvegal? Pravi, ne vem in pravilno ne bo tvegal. Ti si se vjerojatno, Saša, sjetio njihovog zadnjeg Zimonjića da je bio broj 1, ali bio je ranije i Boba Živojinović. Zimonjić, tisti, ki je bil slednji, predtem pa še Živojinović kot prvi med srbskimi tenisači, ki je bil na prvem mestu v kategoriji moških parov. 8. tema, tokrat za Gorana nešportne poteze. 2. 2 točke tokrat taktizira Goran.
Koje godine? Katerega leta je 28. junija potekal zloglasen dvoboj, v katerem je bokser Mike Tyson odgriznil košček ušesa Evanderju Holyfieldu? Ja ne znam koji mjesec je lipanj. Kateri mesec je lipanj, to je junij, ampak niti ne bo pretirano pomagalo. Bolj je važno leto, v katerem je torej potekal ta obračun. Drugi med Tysonom in Holyfieldom. 3 sekunde. 97. 97. Bravo, Goran, v zadnji sekundi, 1997. Najbrž nekaj v povezavi s sinom, kar bomo zdaj slišali kot anekdoto, upam. Sljedeća tema za Sašu. Ja, odlično, torej leta 1997 je slavil. Tedaj Holyfield v tistem obračunu v Las Vegasu. Sedaj pa 9. tema za Saša. Športni filmi. Kateri šport je glavna tema filma Moneyball z Bradom Pittom v glavni vlogi? Bejzbol je seveda pravilni odgovor. Saša je tokrat tvegal in prišel do seštevka točk, ki ga potrebuje. Goran je pri 13 točkah, Saša pa tokrat s 6 vloženimi točkami na plusu. Ja, po resničnih dogodkih posnet film, tudi Brad Pitt nominiran za Oscarja, ki ga sicer ni dobil. Lani šele Brad Pitt nagrajen za stransko vlogo, sicer Krešimir. Gremo na 10. temo. Zamenjaj črko. 4 točke. Oprezno. Goran, zamenjajte eno črko v imenu športa kriket in dobili boste drugi šport s podobnim imenom. Tokrat lingvistično-športna naloga za Gorana. Kroket, bravo. Tudi tu pravilen odgovor za Gorana, ki je pri 17 točkah. Res odličen nastop, znova že tretjič za Gorana. 17 točk za Gorana in 4 za Saša Živka ob polovici vprašanj. Kot vselej bo Krešimir preveril ozračje oziroma kako sta oba zadovoljna s svojim nastopom. Što kažeš, Gorane? Da nemam pojma koliko su široka. A ne spozna se na pravila Goran. Krešimir se je nekoliko podučil. Ob tem vprašanju vsekakor pa kriket in kroket, torej tisti povezani športni panogi, o katerih smo spraševali. Mislim, da ćeš se opet ponoviti kao i u prvom i u drugom kvizu. Za sad sam vrlo zadovoljan, mislim da... Še naprej seveda zelo zadovoljen Goran, na 2 vprašanji ni imel odgovora. Saša pravi, Goranu je odličen. Ob tistem judu sem bil neosredotočen na zgodi se. Ja, res, tista napaka nam bo ostala v spominu. Najuspešnejša evropska država na Japonskem. 11. tema, znova nekoliko geografska, legende španskega športa. S katerim športom se je ukvarjal Španec Manuel Estiarte, ki ima s 6 nastopi na olimpijskih igrah rekord med športniki v svoji panogi? V katerem športu smo torej našli Španca Manuela Estiarta? 10 sekundi. Znamo čem se radi, ne mogu sjetiti. Znam ko je Manuel Estiarte. Znači Goran sigurno, pa eto, Goran izvoli. Isteče ti vrijeme, Gorane. Sad si me zbunio, znaš ko je Manuel Estiarte i nisi odgovorio. Saša ga je nekoliko zmedel s tem, v katerem športu je nastopal. Goran pravi, vaterpolo je tisti šport in ja, vaterpolo je pravilni odgovor. 6-krat je bil Voda je bila u kvitu. na olimpijskih igrah. To je Manuel Estiarte, a onda sam se zbunio da nije posle plivo nešto. Ne, nek sam mislio, znam da su vodeni sporti, nisam se mogao sjetiti je li vaterpolo ili plivanje, u tome što zbunio. Sad sam ja skužio, tebe zapravo Saša zbunio. Da, kažem da me je Saša zbunio kad je rekao znam ko je, ali... Legenda, inače, jedan od 2 najveća vaterpolista svih vremena se Estiarte smatra, tako da Goran je dobio 4 boda. Eden največjih igralcev, torej v zgodovini vaterpola, je Manuel Estiarte. Trenutno sicer v klubu, v enem izmed nogometnih klubov deluje, pravi Krešimir Karačić. Je kod Pepa Guardiola, ali u Manchester Cityju. Pri Manchester Cityju trenutno službuje kot član klubske uprave. Španec Manuel Estiarte 6-krat je bil torej ta vaterpolist na olimpijskih igrah. Goran znova do novih točk, tokrat tema za Gorana. Sine,
Kreni po moji poti. Za kateri klub trenutno nastopa sin legendarnega Francoza Liliana Thuroma, Marcus? Tokrat nogometno vprašanje za Gorana. Borussia Mönchengladbach pa je pravilni odgovor znova, torej Goran ve vse. Podobna usoda za Saša, kot jo je imel Ivan Ivković, in oba podobno z obraznimi grimasami spremljata razplet dogajanja. Goran si nabira točke, Saša pa iz vprašanja v vprašanje vedno bolj slabe volje. Ja, Liljana Thuroma se na Hrvaškem seveda spominjajo iz tistega svetovnega prvenstva, kakšna nočna mora, seveda iz tekme polfinala. Šuker je zabil za vodstvo, potem pa Thurom s svojimi edinimi zadetki v dresu francoske reprezentance popeljal domačine v finale svetovnega prvenstva, kjer so seveda ugnali Brazilce. Polufinalu svetskog prvenstva. Goran pravi, bil sem na tekmah, ko je igral Lilian Thurom proti Sloveniji v kvalifikacijah. Odlični nogometaš, seveda še v vrstah Juventusa. 13. tema tokrat za Saša Živka. Velike tekmovanja v košarki. Slovenija je premagala Hrvaško v četrtfinalu, Srbija je premagala Slovenijo v polfinalu, Španija pa Srbijo v finalu. Katerega leta je to evropsko prvenstvo na Poljskem potekalo? Ja, moramo se nekoliko vrniti v zgodovino. To je bilo prvič, ko smo bili v polfinalu blizu odličju, a ostali brez njega. Najbrž nas preganja Miloš Teodosić, podobno kot Thurom, Hrvate, 2009, pa letnica, 2013 prvenstvo v Sloveniji, 2011 v Litvi, 2009 pa na Poljskem. Če gremo še nazaj, 2007 Španija, 2005, potem seveda tisto prvenstvo v Beogradu, 2003 na Švedskem. Vsekakor pa veliko slovenskih navijačev tedaj na Poljskem. Vselej smo znali slovenski navijači v košarki pripraviti izjemno razpoloženje na tekmah evropskega prvenstva. Mi smo 28 sekundi prije kraja utakmice vodili 6-1. Ja, vsi imamo kolektivni spomin na tisto tekmo. Spominja se tudi Goran tiste prednosti, ki smo jo imeli proti Srbom. Pa neverovatno, da smo pravili faul onda kad je bacao tricu, umjesto da mali faul napravimo. Zanimljivo kako se svi Ja, sjećamo res uglavnom tedaj. tih, Trojka Teodosića, pa tista osebna napaka in trije prosti meti, vsekakor res spomini boleči na marsikatero tekmo evropskega prvenstva. Še dobro, da obstaja leto 2017, ko se je vse obrnilo končno nam v prid. 25-10 je rezultat, idemo dalje, bravo Saša. 14. tema za Gorana. Nastopal pod večjimi zastavami. Jakov Fak bo najbrž tema, tako je vedel Goran. 4 točke vlaga Goran. Koliko olimpijskih zlatih medalj je osvojil biatlonec Jakov Fak za Hrvaško in Slovenijo? Goran bi moral dobiti pravilne točke, ker je uganil, da gre za vprašanje o Jakovu Faku. Pomislil je to Goran dobro ali gre za trik? Olimpijske zlate medalje. Jakov je seveda osvajal medalje. Nije osvojio zlata. Toda zlata ni osvojil. Da. To je točan odgovor. Bravo, Goran. To je točan odgovor, opet je izvukao Goran točno. Bravo, Goran. On je za Hrvatsku osvojio broncu, a 4. je bio naš biatlonac. Ne, pa zar nije za vas osvojio jednu medalju na olimpijadi? Jeste, kasnije i za Sloveniju. Ja, osvajajo odličje tako za Hrvaško kot za Slovenijo. Klemen Bauer je bil tedaj 4., ko je osvojil. Jakov Fak prvo odličje za Hrvaško, bron, pa potem še srebro, torej za Slovenijo. Vsekakor pa še čakamo na zlato odličje. Seveda bo priložnost, če ne prej v Pekingu leta 2022, ko bomo znova stiskali pesti za Jakova Faka. Goran pa je res fenomenalen. Tudi Krešimir se čudi ob tem le znanju. 29-10 znova Goran ničesar ne prepušča naključjem. Saša Živko s 10 točkami ob 15. temi. 3 črke. 4 boda. Kateri priimek iz 3 črk imajo španski motociklist Juan ter ameriški borec in profesionalni rokoborec Frank? Tako pa se imenuje tudi prva sovjetska vesoljska postaja. Španski motociklist Juan
ameriški rokoborec Frank in prva sovjetska vesoljska postaja. Mir, bravo. Mir je točan odgovor. Dao sam ti stvarno više... Pa je našel Saša vsaj eno asociacijo, vsaj eno povezavo. Sam se pokušavao sjetiti svemirske Na postaje. koncu Preko tog si na... je prišel do pravilnega odgovora preko vesoljskih postaj. Ja. 16. tema pa tokrat za Gorana. Prvo dobar tvoj nastup, Saša. Tudi Saša je prišel do 4 točk in ja, vseeno ni tako slab in skromen, kot je bil v četrtfinalu. Tokrat vseeno ponuja vsaj nekakšen odpor Goranu. Zanj pa 16. tema, lovorike na Masters turnirjih. 4 točke vlaga Goran. Kateri upokojeni tenisač je edini ob Novaku Djokoviću osvojil 6 lovorik v posamični konkurenci na Mastersu v Miamiju? Teniška tema tokrat ni ravno za Gorana, vseeno videli bomo, kako se bo znašel. Še 15 sekund. Mislim, da tudi Saša tega ne bo vedel, kajti tudi on ni domač na teniškem področju. Jel može Joker zovi Gorana Stojanović? Ja, tole bi poklical Gorana Stojanovića, odličnega teniškega poznavalca, ki pa mu žal ne more pomagati ob tem kvizu. Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier ali Ivan Lendl. Goran tokrat mora ugibati, kateri izmed teh 4 tenisačev ima torej 6 lovorik na Mastersu v Miamiju. Ja mislim da je ipak Andre Agassi, nisam siguran. Andre Agassi misli znova pravilno Goran. Pri 31 točkah Andre Agassi, torej tisti, ki je ob Djokoviću osvojil 6 zmag na Mastersu v Miamiju, ima tudi 8 lovorik na Grand Slam turnirjih. Goran pa ima 31 točk. 17. tema za Saša. Prvi klub v karieri. 4 točke vlaga Saša, mora tvegati. V katerem nogometnem klubu je svojo kariero začel legendarni Ronaldinho Gaucho? To bo najbrž Goran vedel, Saša mora ugibati. Gremio. Gremio je točan odgovor. Bravo, Saša. Razigrao si se sada i ti lijepo igraš pa si na 18 bodova. Tudi Saša sedaj precej bolj razpoložen z novimi 4 točkami. Znamo da je u Evropi igrao za PSG, a onda je prešao i u Barcelonu. Kakav je to majstor bio? Stvarno, nikad ja mislim u povijesti nisam gledao atraktivnijeg. PSG Barcelona, kluba, kjer je blestel ta atraktiven nogometaš, kot pravi Krešimir. To je bil najatraktivnejši nogometaš v zgodovini. Ni ga dela telesa, s katerim se ne bi mogel odlično znajti z žogo. Ja, Krešimir Karačić je bil tedaj fan Henryja, še naprej fan Arsenala, o katerem pogosto govori. Fenomenalan igrač. Jedan od najboljih svih vremena. Tudi Goran se strinja, eden najboljših nogometašev vseh časov je Ronaldinho. 18. tema. Rojen v eni predstavlja drugo državo. Tokrat 6 točk vlaga Goran. Svaka čast na hrabrost, evo pitanje. Pa da idemo da je zanimljivije možda. Katero evropsko državo je legendarni atlet s poreklom iz Kenije, Wilson Kipketer, predstavljal na velikih tekmovanjih? Ni Japonska? Da se ne bo Saša zmedel. Goranu pa ostane še nekaj sekund. Danska, pravilni odgovor. Bravo, Goran. Znova je premislil vse še enkrat dobro in prišel do pravilnega odgovora. In to ob 6 vloženih točkah. Znova beži Goran. Tudi Saša pravi, da je vedel, da je Danska pravilni odgovor. Res je tako reagiral, vedel je Saša, da je torej Wilson Kipketer tekel za Dansko. Kipketer koji je drugi najbrži čovjek na 800 metara na otvoreno. Jedno vrijeme je držao svjetski rekord, ali ga je srušio David Rudisha. Dolgo časa je bil svetovni rekorder v teku na 800 metrov. Ruždi tisti, ki ga je potem prehitel, Kipketer pa seveda kasneje z odličnimi nastopi na maratonskih preizkušnjah pod zastavo Danske. 19. tema za Saša. Država porekla, 6 točk vlaga Saša. V kateri državi je nastal skeleton, športna panoga, ki se je v tej državi tudi prvič predstavila na zimskih olimpijskih igrah? Odkot torej izvira skeleton? Naprej pravi Saša, kaj pa Goran?
Tudi on ne bo tvegal, 6 točk je vseeno v igri, ponujeni odgovori pa Švica, Nemčija, Avstrija in Kanada. Sedaj so v igri samo še 3 točke, Saša pa mora odgovarjati. Katera država je torej domovina skeletona? Moram te malo ubrzati. Švica, sreča tokrat za Živka. Pomembne 3 točke, s katerimi je pri 21 točkah. V St. Moricu leta 1928 je debitirala ta panoga. Saša pravi, med St. Moricom in med Garmisch-Partenkirchenom sem bil, okleval sem med Švico in Nemčijo, na koncu pa odločil za prvo in to je bila sreča, ki je Sašu prinesla torej 3 točke. 20. tema pa zadnja tema v rednem delu za Gorana. Angleški napadalci. Tokrat tema za Gorana. To bi lahko izkoristil. To je rezultat, je li tako? To je rezultat. Evo, to je što sam prošli put nisam dobro uradio. Znači, popravil bom napako, pravi Goran in tokrat vložil 6 točk. Pa poglejmo. Kateri nogometaš je najboljši strelec angleške nogometne reprezentance na svetovnih prvenstvih? Kdo je torej zabil največ zadetkov v dresu angleške nogometne reprezentance na svetovnih prvenstvih? Težko vprašanje. 10 sekundi. Gary Lineker. Bravo, Goran znova. Evo ga, što se kaže, koš u posljednjoj sekundi. Koš v zadnji sekundi, gol v zadnji minuti v sodnikovem podaljšku in na 43 točkah je Goran, Saša ostaja pri 21. Goran pravi, to bi lahko odgovoril že v prvi sekundi, a vseeno dobro, da je premislil, da je razmislil, ali ni Kane, ali ni Rooney, Hurst, seveda izjemni nogometaši, ki so igrali v dresu angleške reprezentance, še naprej Goran fenomenalen. 43 točk zanj, Saša Živko pri 21 točkah. Ja, vseeno pa se lahko zgodi karkoli. Saša Živko je prišel do dovoljšnega števila točk, da lahko v tem zadnjem ključnem vprašanju pride tudi do zmage. Ne, znaš šta, Krešo, danas su bila lakša pitanja. Goran pravi, danes so bile lažje vprašanja. Nisem prepričan. Lakša pitanja, tako da smo više manje odgovorili na sve. Ja mislim, da je Res sicer, da imata oba precej točk, tudi Saša je najbrž vedel marsikateri odgovor na Goranovo vprašanje in obratno. Kot pravi Goran, v četrtfinalu in v osmini finala ni bilo temu tako, tam so bila vprašanja težja. Oba sta prišla do dobrega seštevka točk in sedaj bo zanimivo preveriti, ali bo Goran dobro taktično premislil, koliko točk vložiti ob zadnjem vprašanju. Kajti, Saša lahko vloži največ 21 točk in če pride do pravilnega odgovora, bo na 42 točkah. Če Goran vloži eno samo točko, tudi če odgovori napačno, bo odločalo potem še eno dodatno vprašanje, tako imenovani podaljšek. Toda Goran mora sedaj pametno premisliti in vložiti najbrž samo eno točko. Saša pravi, Goran odličen igralec in hvala, ker si tudi mene nekako pripravil, da sem bil boljši tekmovalec, kot sem si tudi sam predstavljal. Saša danes res igra bolje, kot je igral v četrtfinalu proti svojemu soimenjaku ali tudi v osmini finala. Je eden izmed tistih skromnih, samopodcenjujočih ljudi, a vseeno danes dober nastop za Živka. Kot pravi Goran, še eno vprašanje. Kaj, če vložim ničle, ne moreš vložiti, Goran. Moraš vložiti vsaj eno točko. In če Goran vloži torej pametno samo eno točko, potem bo vsaj podaljšek, tudi če Goran odgovori napačno in Saša pravilno. Oba sedaj skrivama vložita določen seštevek točk, kot rečeno, od ene točke do Saša 21, Goran lahko vloži 43 točk, kar ne bi bilo taktično najbolj pametno. Pa poglejmo, koliko točk sta vložila. Krešimir je tisti, ki ste mu skrivama posredovala ta podatek. Saša, odmah moram reći da sam šokiran. Goran je uložio 5 bodova. Goran je uložio 5 bodova. Bravo, Goran, zakaj? Treba dati šansu onda kad je već tako to. A dao bi mu šansu i da si jedan, onda bi možda imali produžetke, ali sad je gotovo. Ali
odlučio je Goran riskirati, a Saša je uložio 21 bod. Ovo je stvarno zanimljivo. Zdaj, ali je Goran uložil 5 točk zato, ker je res tekmovalen, ali pa res ni razmišljal. Poglejmo glavno vprašanje, v katerem lahko Goran izgubi dobljeno tekmo. Saša, Gorane, može pitanje? Može. Pa evo glavno pitanje. Joj. Država Katera država je po Združenih državah Amerike največkrat gostila poletne ali zimske olimpijske igre? Katera država je, torej, če izvzamemo Združene države Amerike, največkrat gostila poletne ali zimske olimpijske igre? Težko vprašanje in upamo samo, da se Goran tule ni opekal z odločitvijo, da vloži 5 točk. 20 sekund takole teče in oba morata sedaj posredovati odgovora Krešimirju, potem pa bomo videli, kaj je torej tisto, kar je prinesla zmago bodisi Živku, bodisi Goranu. Požurite 3 sekunde, dobio hitro, sam jedan hitro. odgovor. Evo, stigao je i drugi. Oba odgovora sta prišla v zadnjih sekundah, pa poglejmo. Dakle, prvo ću reći za početak da je Goran odgovorio Švicarska. Goran je odgovoril Švica. Gorane, Švicarska nije točan odgovor. A sada Švica ni pravilni odgovor, Goran je na 38 točkah. Tko ide u finale? Znamo da Goran nije točno odgovorio. Ako je Saša Če je Saša odgovoril pravilno, potem je Saša finalist. Finalist prve regionalne sezone kviza Rizik ili oprez je... Goran Obrez. Goran Obrez je ipak ušao u finale, iako je odlučio riskirati. Goranu se je tokrat sicer odločitev nekako srečno razpletla. Kanada, kar je napisal Saša Živko, ni pravilen odgovor. Joj, niti Švica, niti Kanada, Francija je bil pravilni odgovor. Kakšno negotovost se je spravil Goran, fenomenalna, dramatična končnica, vseeno bila je nepotrebna. Goran je očitno nekako pod vtisom slovenske košarkarske nogometne reprezentance, marsikaterega športa bi se lahko spomnili, kjer smo znali dobljeno tekmo ob zaključku izgubiti. Hvala. Ne znam šta da kažem. Ovo je sreča bila na kraju. Ja, bila je sreča na koncu, ja. Mislim, bila mi je Francuska isto u mislih. Razmišljal je o Franciji, je imel nekako Švico, Italijo in Francijo v mislih. Francija bo 6. gostila olimpijske igre, tako letne kot zimske, ko bo Pariz leta 2024 gostil naslednje letne olimpijske igre, seveda po Tokiju, ki bo nekoč. Goran zasluženo do zmage, oba sta dobro igrala in kaj pravi Saša? Pravi, prva misel je bila tudi meni Pariz. Imel sem potem še Nemčijo in Kanado in kot pravi Saša, če bi zmagal, bi bilo nezasluženo. Ob zadnjem vprašanju pa je vseeno bila ta priložnost na voljo. Vsa čast, pravi Saša. Mi pa smo lahko zgolj srečni, kajti res bi bilo nezasluženo, če bi Saša napredoval v veliki finale. Nismo zgolj navijaški, smo kar precej objektivni. Goran na koncu torej zasluženo do zmage. Hvala. Goran, prvi finalist, nekaj medijske pozornosti, nekaj medijskih obveznosti bo. Danes sem bil odličen, pravi Goran, dober občutek sem imel, vse sem vedel, a potem na koncu ob zadnjem vprašanju mi je postalo vroče. Imel sem srečo v zadnji sekundi, pravi, ob tistem Parizu. Zimske olimpijske igre so bile običajno v alpskih državah in pomislil sem prej na Švico, ne na Francijo. I znao sam da je to bilo na sreću, možda. A sve, kao što kaže Saša, Paris, a meni je sve stalno bilo zimske olimpijske igre, tu se više ponavlja, alpske države, neka... Sreča na koncu za Gorana. Pravi, pokvaril sem vtis. Ni res. Bilo je več dramatike. Ma nije, vjerujte da ovo unijelo još veću dramatiku, uživali smo, a eto nije lakano bilo to glavno. Takole, hvala torej obema za nastop, pravi Krešimir. Bo seveda v zadovoljstvo tudi Gorana spremljati v velikem finalu, videli bomo, s kom se bo torej udaril. Odlična partija. V drugem polfinalu Hrvaški
košarkarski strokovnjak Babo in pa srbski, skandinavski ljubitelj Vladimir Novaković. Takole pa Krešimir zaključuje s tokratno oddajo. Hvala tudi vam za pozornost in do prihodnjič seveda pospremite oddajo na YouTube kanalih, na spletnih omrežjih in seveda tudi na Sportklubovih kanalih. Lep pozdrav. Pozdrav.